Podjetje Sloman d.o.o. je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem za inženiring, Združenjem za svetovalni inženiring ter Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala 12. novembra 2014 organiziralo strokovno konferenco Infrakon 2014 z naslovom Izgradnja prihodnjih prometnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, razvojna priložnost ali razvojna nujnost. Na konferenci so sodelovali prvovrstni domači in tuji strokovnjaki z področja infrastrukture, projektnega vodenja, planiranja in bančništva. Ugotavljamo, da so se v Sloveniji aktivnosti po koncu avtocestnega programa, pa tudi v povezavi z slabim gospodarskim stanjem na področju razvoja prometne infrastrukture praktično ustavile. Zaradi tega smo se odločili, da pripravimo posebno, praktično specialno infrastrukturno konferenco, kjer bomo se pogovarjali o vseh prometnih sektorjih, tako kot se tudi resolucija oziroma po novem strategija o prometni infrastrukturi pripravlja na prometnem ministrstvu in je ravno v tem času praktično zaključena. In preko te strategije bomo v Sloveniji tako za ceste, železnice, letalski, pomorski promet sočasno dobili, kakšne so naše potrebe, kako se ti sistemi lahko in morajo v prihodnje razvijati. Žal bomo dobili samo strategijo, operativni program samih investicij, finančno in časovno bo pripravljen z zamikom in nekako v programskem in organizacijskem odboru smo se odločili, da bomo predlagali ministrstvu, da s tem zelo pohiti oziroma celo združi ta dva dokumenta, da bi nekje do poletja lahko prišli tudi že do operativnega programa. Slovenija ima odlično geografsko lego, kar se tiče prometa, transporta. Preko Slovenije vodijo najkrajše poti med jugozahodno, jugovzhodno Evropo, med Baltikom in Jadranom. Zato tudi ne čudi, da je Slovenija tako zanimiva za mednarodni transport in obseg transporta, ki se vrši, obseg količin blaga, ki se prepelje preko Slovenije od vzhoda proti zahodu, je primerljiv z enim od največjim koridorjem preko Brennerja in tukaj na Brennerju gradijo bazni tunel v vrednosti več kot 10 milijard evrov in se jim to splača. V Sloveniji pa razmišljamo, ali bi šli z razvojem te infrastrukture, predvsem železniške, ali ne bi šli. In mislimo, da je treba absolutno to razmišljanje preseči, iti v nove investicije in predvsem v investicije na področju železnic, kajti te so okolju prijazne. Namen te konference je predvsem postaviti usmeritve za bodoče, kako graditi prometno infrastrukturo v Sloveniji. Smo pred pripravo strategije o prometni infrastrukturi v Sloveniji. To je zelo pomemben dokument, ki mu bojo sledili tudi nadaljnji programi, predvsem operativni plan izgradnje prenosne infrastrukture. Današnja konferenca bo osvetlila problematiko gradnje infrastrukture, predvsem prometne infrastrukture, in na tej konferenci sodelujejo ugledni strokovnjaki iz Evrope, ki imajo velike izkušnje pri infrastrukturnih projektih. Je pa ta konferenca zelo pomembna, ker sovpada tudi z aktivnostmi v okviru Evropske unije, kjer se predvidevajo bistveno večja sredstva za prometno infrastrukturo v Evropi in tu seveda Slovenija mora sodelovati. Mi si želimo v gradbeništvu, da se pospešijo odločitve na področju izgradnje bodočih infrastrukturnih projektov. Ti namreč lahko zelo dolgoročno uredijo tudi problem gradbeništva, stabilizirajo trg in pomagajo, da se ta gradbena podjetja iz težav, v katerih so padla po tem zaključnem ciklu avtocest, vzpostavijo na primeren nivo in dolgoročno delujejo na našem trgu. To potem seveda tudi daje dobre makroekonomske učinke, pospešuje druge panoge, odpira delovna mesta, kvalitetna delovna mesta tudi v gradbeništvu in to je pač nujno potrebno za nek dober gospodarski razvoj v Sloveniji, kjer v tem trenutku pravzaprav obstajajo določene dileme, torej določena dvomi in mislim, da je infrastruktura tista, ki lahko zadeve dosti dobro stabilizira in požene za naprej. Prvi del konference je bil posvečen resoluciji o prometni infrastrukturi. Gre za dokument, ki ga v državi na področju prometne infrastrukture najbolj potrebujemo in ki ga zahteva tudi Evropska komisija za odobritev evropskih sredstev.
Pred sprejemom tega dokumenta na Vladi Republike Slovenije in v Državnem zboru je potrebno doseči čim širše strokovno soglasje in ustrezno informiranje ter pred dokončanjem zagotoviti vključitev civilne in strokovne javnosti. Glavni namen priprave strategije je bil, da se naredi celovit program razvoja prometne infrastrukture, da se zagotovijo stabilna sredstva za njeno financiranje in da se zagotovijo predhodne pogojenosti za črpanje EU sredstev. Skladno z slovensko prometno politiko in evropsko zakonodajo so pa glavne usmeritve v razvoju javnega potniškega prometa in v razvoju železnic in železniške infrastrukture. Do zdaj pač smo vlagali veliko v avtocestno omrežje, zdaj je čas, da vlagamo tudi v železniško omrežje. Strategija je pripravljena na podlagi prometnega modela, zanjo je tudi izvedena celovita presoja vplivov na okolje, sledila bo javna razgrnitev v januarju in predvidimo naj bi v prvi polovici prihodnjega leta zadeva šla v sprejem na Vlado Republike Slovenije. To, kar pa po mnenju pripravljavcev mora slediti, je pa priprave operativnega programa za izvedbo te strategije, ki pa bi morala opredeliti prioritete na področju infrastrukture in prometa nasploh, sredstva za njeno financiranje in nosilce za njihovo izvedbo. Potrebno je zasaditi lopato in začeti z infrastrukturnimi projekti. V nasprotnem primeru lahko rečem, da zamujamo priložnosti, da izgubljamo denar, ki ga mečemo skozi okno, kajti Luka Koper je na izjemnem geostrateškem položaju. Kupci sprašujejo po njenih storitvah, mi pa seveda zaradi omejitvah v infrastrukturi ne moremo realizirati njihovih pričakovanj. Kateri so prednostni projekti po vašem mnenju? Vsekakor sodobna železniška infrastruktura, ki bo omogočala razvoj transportne in logistične dejavnosti v Sloveniji. Kako vi oziroma DRI odgovarjate na vprašanje, ali je izgradnja prometne infrastrukture v Sloveniji priložnost ali je to nuja? Poglejte, za DRI kot največjo svetovalno inženirsko organizacijo v državi je to umetna dilema. Za nas je tako priložnost kot nuja. Dejstvo pa je, seveda, ki se ga moramo v zvezi z infrastrukturnimi investicijami ali pa lahko rečemo investicijami nasploh zavedati, da ni pa povsem vsaka investicija tudi dobra investicija. Investicije morajo biti kvalitetne in to je ključni izziv, ki je pred nami v Sloveniji, da bomo vse različne pobude, ideje investicijske, bom rekel, uspeli in znali selekcionirati na podlagi pravih kriterijev in izbrati med njimi kar najboljše za izvedbo in jih izvesti po ustreznem prioritetnem vrstnem redu. Več kot veseli smo, da je organizator nekako strnil vse ali pa večino stroke in ki je nekako v teh skupnih veliko številnih sestankih prišla do nekih zaključkov. Še posebej seveda bo zdaj ta zaključek, sama konferenca, dala neka stališča, za katere bom ponovila, upam, bojo prinesli to, da bo v tej državi končno se prisluhnilo stroki in da bo seveda stroka začela suportirati prav tiste, ki odločajo o razvoju infrastrukturnih, v tem primeru, projektov. Vsekakor je najbolj pomembno, da se o razvoju prometnega sistema pogovarjamo na strokovni ravni, kajti to bo podlaga za odločitve potem, ko bo treba financirati. Prihajam z Prometnega inštituta, ki je razvojno-raziskovalna organizacija slovenskih železnic in tukaj seveda pri tem razvoju aktivno sodelujemo z načrtovanjem strateškega razvoja železniške infrastrukture in ne samo to, kot inštitut smo vpeti v mednarodno okolje z razvojnimi projekti na nivoju Evropske unije. Smo zdaj skupaj s slovenskimi železnicami vključeni v največji evropski raziskovalni projekt,
Shift to Rail in pa tudi v projekte Horizont 2020, s katerimi seveda želimo slovenske železnice približati ali pa ne samo približati, tudi umestiti v evropsko raziskovalno okolje z dobrimi rešitvami in sigurno en del tega bomo lahko prenesli tudi v ideje, kako uspešno načrtovati železniško infrastrukturo. Infrastrukturna konferenca, ki se odvija danes, je po mojem mnenju lahko mejnik, če bodo vsi udeleženci in pa seveda vsi tisti, ki so zainteresirani in bi morali biti zainteresirani za rezultate in sklepe in mnenja današnje konference, to dejansko tudi prepoznali. Mejnik predvsem v tem, da bomo razumeli, da so tako zahtevni posegi v prostor, kot so načrtovanje in pa kasneje gradnja in vzpostavitev infrastrukture železniške, cestne, nenazadnje tudi prometne iz vidika letališč in pa luke in pa logističnih središč, tako pomembni, da jih je treba načrtovati z vizijo in pa seveda z strategijo celotne in vedenje celotne države, kaj želi pravzaprav storiti s svojim prostorom. V povprečju traja 5-6 let, da se od osnovne ideje, ko se pripravi študija izvedljivosti takega projekta v prostoru in pa do sprejetja državnega prostorskega načrta na vladi, in se je treba zavedati, da pri 30 letih, kakor se piše strategija danes za infrastrukturo vnaprej, če z vsemi projekti začnemo danes, praktično pokurimo 20% vsega časa. Če preštejemo še gradnjo in pa mogoče druge zadrege same izvedbe infrastrukture v prostoru, pa na koncu ugotovimo, da lahko zelo hitro poteče ta na prvi pogled izjemno dolgi rok 30 let, za koliko se pišejo strategije. Vemo pa, da vsi kazalci, to smo videli tudi danes pri posameznih predavateljih, vsi kazalci, statistični kazalci kažejo, da bomo v parih letih na obstoječi infrastrukturi bolj stali, kot jo pa uporabljali. Iz tega vidika je planiranje posegov v prostor, je načrtovanje same infrastrukture, koridorjev in pa širitev nadgradnja obstoječe tako pomembno, da bi z temi prvimi koraki bilo potrebno začeti že včeraj, ne pa šele danes razmišljati, kako bomo razmišljati začeli o infrastrukturi jutri. Železnice so danes nažalost tam, kjer so bile pred 100 leti skoraj, kar se tiče infrastrukture. Mislim, da pa je na železnici zelo velik potencial. To je bilo pokazano tudi danes na današnji predstavitvi, na uvodni predstavitvi, da ima dejansko Slovenija in s tem seveda slovenske železnice ogromen prometni potencial, ki ga ne znamo izkoristiti. Mi smo že leta 1996, ko se je delal prvi nacionalni program za železnico, opozarjali na to, da izgubljena priložnost ni reverzibilna, to se pravi, ko jo enkrat izgubimo, jo bomo težko dobili nazaj. In mislim, da smo zdaj v položaju, ko je skrajni čas, da se odločimo, ali želimo izkoristiti naše priložnosti na področju ugodne prometne lege, ali pa bomo to priložnost za zmeraj zamudili. Primer, ki ga dostikrat poudarjamo, da Slovenija nima dost, bom rekel, naravnih resursov. Ena od njenih komparativnih priložnosti je gotov prometni sistem, to se pravi prometna lega. In če hočemo pravzaprav dobiti zaposlitev za naše ljudi na področju logistike, pa na področju gradbeništva, na področju železnice, potem seveda je čas, da to priložnost izkoristimo. Mi seveda si težko bistveno povečamo zaposlenost, ne vem, na visokotehnoloških področjih, ki so seveda pomembna, vendar so nam dosti težje dosegljiva. Medtem ko na področju logistike pa lahko rečemo, da to stvar znamo delati, imamo možnost, vendar moramo to možnost izkoristiti. Menim, da se gradbeništvo vse bolj smatra kot nekaj nepomembnega ali pa se ga celo banalizira.
Tu mislim, da je treba dati gradbeništvu bistveno večjo veljavo. V končni fazi gradbinci se danes ne zbiramo tukaj, da bi prosili za pomoč. Mi želimo tukaj medsebojno sodelovanje. V končni fazi gradbinci smo tisti, ki tudi lahko pomagamo državi pri razvoju. Vemo zgodovinsko gledano, da se razvoj začne že pri gradbeništvu. To so vedeli že pri programu New Deala. In želimo tukaj dati tudi svoj prispevek državi. Ne samo, da apeliramo pomoč, ampak da v bistvu sodelujemo, da smo tukaj partnerji. V drugem sklopu konference so strokovnjaki iz Slovenije in tujine spregovorili o izzivih in pasteh pri realizaciji velikih infrastrukturnih projektov in ga zaključili z okroglo mizo. Projects have to be well prepared at the beginning, and then there will be no challenges at the end. So it's to the project itself how much effort is put in the beginning to start a project very quite well, to do all the reporting, to all the duties, and to all the work at the beginning. Nothing more. We put the efforts in the beginning. So we did a very clearly design. We compared it already with the cost. We implemented risks. So we was at the beginning already aware of it, what the project will cost. We was able to work against the risk and work against the cost. So we divided design phase and construction very much, and construction was only the delivery what we designed before and not another design phase. I think that was most of our success. Okrogla miza, ki je nekako bila v podaljšku predstavitev današnjega dopoldanskega dela programa, je seveda predstavljala na nek način zaključek. Moja želja kot vodja omizja je bila predvsem v tem, da poskušamo udeležence sprovocirati, da še kaj dodatnega povedo in mogoče mičken bolj opredelijo to slovensko strategijo razvoja infrastruktur, transportnih infrastruktur, da vidimo, kje so kritične točke, kakšne so realne možnosti, da se strategija ne samo sprejme, ampak da se dejansko tudi realizira. Smisel vsake strategije je, da je realna in jo dejansko tudi realiziramo. V pogovoru z gosti so se udeleženci dotaknili tudi problematike najnižje cene, predvsem pri javnih naročilih. Pri problematiki javnih naročil, ki jo vidimo, je predvsem ta, da se gleda izključno najnižjo ceno. To se pravi, ni pomembna kvaliteta, ni pomembno nič drugega kot najnižja cena. In tukaj vidimo največji problem, ne toliko na strani izvajalcev, kot na strani investitorja, ki ne dobi na koncu tistega izdelka, ki bi ga želel. In tukaj mislim, da bi bilo potrebne določene spremembe. Now we take the company who is able to deliver the project. Price is one thing, but it's going down to 30% in the moment in international. It's about the ability of the contractor. And we're covering this contractor simply by asking a technical question how he will deliver the project. Comes very much from the risk management, so all our concerns we put in question and we get good answers. And the project and the contractor with the best answers, with the best technical solution will simply win. And so we get already an informed contractor on board, we get partners on board and we are able to deliver the project. Tretji sklop konference je bil posvečen financiranju gradnje in vzdrževanju prometne infrastrukture ter njenemu vplivu na državno ekonomijo. Slovenija bi morala do leta 2030 vložiti v prometno in logistično infrastrukturo okrog 7,3 milijarde evrov. To pomeni na letni ravni okrog 430 milijonov evrov. Če bi to bi lahko financirali, oziroma se mora večinoma, javna infrastruktura se običajno mora financirati z javnimi sredstvi, določen del logistične infrastrukture se pa financira s sredstvi, zasebnimi sredstvi. Pri tem je običajen model, oziroma za Slovenijo trenutno model, ki se kaže kot najbolj realističen, je 20-60-20, se pravi, da bi 60% sredstev namenila država, 20% zasebni sektor in 20% z sofinanciranjem Evropske unije. Iz tega bi nastali seveda potem, če bi res vlagali letno 430 milijonov evrov v prometno infrastrukturo, bi nastali pomembni multiplikativni učinki. Multiplikator je okrog 1,9, to pomeni, da 1 evro vložen v infrastrukturo bi povečal bruto domači proizvod za skoraj 2 evra in to bi pomenilo na drugi strani, da bi lahko s tem Slovenija zelo dobro rasla tudi v naslednjih letih, se pravi nadaljevala ta pozitiven trend gospodarske rasti, ki se je začel prejšnje leto. V zadnjem delu je bila konferenca posvečena razpravi o cestni infrastrukturi in načrtovanju infrastrukture v občinah, zaključila pa se je s pogovorom z Metodom Di Battisto, avtorjem knjige Slovenski avtocestni križ med vrhovi in brezni. Ob zaključku današnjega posveta, kjer smo govorili o bodočih infrastrukturnih projektih, je pametno, da se ozremo tudi nazaj. Zato smo organizirali tudi razgovor z ključno osebo
pri slovenskem avtocestnem programu z inženirjem Metodom Di Battisto, ki je bil dolgo leta tudi predsednik upravnega odbora Združenja za svetovalni inženiring. Namreč cestni program je bil največji projekt v samostojni Sloveniji. 5 milijard investicij. Na tem cestnem programu smo si pridobili veliko izkušenj, veliko znanj, predvsem pa tudi veliko referenc. Svetovalni inženiringi so s projektiranjem, nadzorom, vodenjem izgradnje tu napravili veliko delo. Na osnovi pozitivnih izkušenj in na osnovi referenc moramo to delo nadaljevati. Moramo strokovno ovrednotiti, kaj se je dogajalo na avtocestnem programu, kako je bilo stroški, pozitivne in negativne izkušnje, in to bomo morali upoštevati tudi v bodoče, ker so ti izzivi na infrastrukturi za inženiringe, za gradbeništvo in za celo slovensko gospodarstvo zelo pomembni.